Dobrodošli še v tretjem delu te serije o pasivnem dohodku z gostom Tine Flisom. Se pravi, v prvem delu smo povedali, da v bistvu obstajata dve vrsti pasivnega prihodka in eden je v bistvu business income, ki smo ga v bistvu obravnavali v drugem delu. Danes bomo pa govorili še o drugi vrsti in to je investment income. Se pravi, ne vem, če kar ti poveš, kaj je v bistvu investment income, pa je lahko to passive income. Praktično zaslužek od investicij oziroma naložb so razne soudeležbe pri dobičku ali pa kakšne obrestne mere, ki jih prejemamo. Torej, tule se bomo predvsem pogovarjali o delnicah, obveznicah, pa jaz bi sem noter dal še dohodek iz najemnikov, ki jih imamo preko nepremičnine. Prva stvar, ki je tukaj najbolj pomembna, je, preden bi ti v bistvu kadarkoli sploh dobil pasivni prihodek od teh stvari, je, da rabiš imeti dosti velik kapital že pred tem. Se pravi, si že delal za ta kapital in ja, to že iz prve razbije to, da je to passive income. Tako je v bistvu. Sej tukaj je v bistvu velika ideja, kjer bi ljudje, ki se ne strinjajo z nami, rekli, ja, sej, če jaz kupim delnico, dobivam dividende ali pa kupim obveznico, dobivam nazaj obresti, sej to je pasivno, jaz ne rabim za to delati in pač to je res. Sicer, če si hotel delnico kupiti, upam, da si naredil research, da sploh veš, za kakšno delnico gre in take stvari, ampak čisto se, če klele gledam naše zapiske, ki je nekdo izračunal, torej, če hočeš imeti 18 jurjev na leto od dividend, kar je rečemo 4% dividenda, kar je nekaj tako povprečnega, moraš investirati 450 jurjev. Če zelo veliko cash rabiš. Torej skoraj $500,000. Ja, se pravi, passive income dividende je, ker so v bistvu 100%, ne boš, je risk free, no? Mislim, niso 100%. Spet, kakšne delnice imaš. Če imaš prednostne delnice, pol so dividende zagarantirane. Če imaš pa navadne delnice, potem dividenda ni garant. Ja, ampak ponovadi so ta podjetja, ki imajo visoke dividende, so tako kar stabilna. Mislim, ponovadi ne padajo preveč v ceni. Dividende ima lahko kjerkoli pojem. Da se mi zdaj bolj v blue chipih pogovarjamo, torej raznih Googlih, Amazonih, Facebookih. Sem bolj mislil, ne vem, razne Coca-Cola, kakšne take, ki imajo visoke dividende. Tech company imajo načeloma, nimajo toliko velikih, ne. Tako je, ja. Pa zdaj, ko smo samo v ameriški govorili, mislim, se mi zdi tudi pomembno povedati, oziroma fajn malo promovirati slovensko borzo. Tudi v Sloveniji imamo zelo lepe delniške družbe, ki izplačujejo tudi zelo lepe dividende, kot so razni Krka, Triglav, Telekom, Cinkarna Celje, torej Petrol, tako res imamo mi ogromno podjetij, ki izplačujejo dividende in kar se tiče davčnega vidika, če Slovenec hoče delati passive income oziroma služiti od dividend, se mu veliko bolj splača, po mojem mnenju, spet not a financial advice, se mu veliko bolj splača tukaj. Ker v primeru, da imaš ti v lasti ameriško podjetje, moraš plačati davek v Ameriki in v Sloveniji. Zdaj spet odvisno, kakšen dogovor ima ta Amerika, Slovenija glede teh stvari, to ne vem na pamet. Tako da se je res smiselno najprej usmeriti doma, ko se pride do teh stvari. Ja, zanimivo je slišati še malo teh slovenskih kompanijev, slovenskih teh delnic, ki je v bistvu na tem kanalu bolj fokusirajo samo na ameriški market. Slovenska borza, kar se tiče tradinga, je mogoče res premalo volatilna oziroma premalo se lahko izkoristi te stvari. Kar se pa tiče to, da želiš na dolgi rok investirati in holdati neko dobro firmo, se lahko tudi taka najde na slovenski borzi. In kar je meni v bistvu najbolj všeč, zato imam tudi jaz veliko delnic slovenskih v lasti, je to, da ko enkrat prejmeš dividendo, to ne rabiš nikamor prijavljati. Torej, davek je že plačan in ti imaš to sam pri sebi. In je to ta pasivnost, ker če prejmeš dividende iz Amerike, moraš prijaviti davek, torej dodatno delo. Ok, kaj pa, če gremo malo na nepremičnine? Bi rekel, da se pravi najemnina, ki imaš ti, ko dajaš na stanovanje, a to bi lahko rekel, da je passive income? Tukaj zdaj pride tako, to, da ti nekdo plača, da živi tam, ko je
to zgleda na prvi pogled dosti pasivno. Ampak to, da imaš ti nekoga, torej kakšnakoli poškodba ali pa kakšnokoli popravilo potrebno, to je na tebi, moraš ti pošlihtati. Torej najemnik je tam zato, da noč živi in ti plačuje, vse kar pride zraven, moraš ti šlihtati. Pol, da sploh ne govorimo o tem, ko enkrat najemnik gre, moraš ti najti novega, moraš preveriti, a je sposoben, da ti bo plačal. Vse take v glavnem dodatno delo je spet, kot da bi svoj biznis laufal. To, da imaš ti nepremičnino, je nek mali biznis. Poleg tega ful velik davek na nepremičnine je, pa vsa zavarovanja in se stvari naberejo in spet to te more prisiliti, da spet gledaš na nepremičnino kot na nek biznis. In kaj je business income, smo pa govorili že v drugem videu. Debunk to ni passive income, ne? Ker meni se zdi, da ljudje, sploh, kadar spet omenjajo ta passive income, ne grejo tako v detajle, kako smo šli mi, da bi v bistvu vsaj malo probali razložiti, koliko to ni passive income. Če razumeš, kaj hočem reči, no. Ja, torej pač passive income, kot smo že v vseh vidih rekli, je praktično marketinška beseda, ki se fajn prodaja. Tako da ja, le še en disclaimer za vse, ki gledate, passive income, res taka nevarna beseda, tako da se ne boste kdaj ujeli v kakšnih teh stvarih, pa pol bili razočarani, no. Sam to hočem res vam dati v podzavest, no, ker se mi zdi, da je to ful pomembno, da se zavedate, no. Sploh, če gledate ta video, ne, se prav se zanimate za passive income, ne, tako, da razumem. Mislim, tukaj lahko tudi to povem, da se mi pri strankah velikokrat dogaja, ali pa ko kakšnega, predvsem mlade ljudi vprašam, torej kakšni so njihovi cilji v življenju, pa to, ali pa kaj hočejo delati kot stranka. Zelo veliko ljudi se zanima za investicije v nepremičnine. In to v bistvu vidim, oziroma domnevam, zakaj do tega pride v Sloveniji veliko, ker pač vidimo ameriške. V Ameriki trgovati, flipati nepremičnine, že samo po sebi zelo tvegano, ampak je še zmeraj veliko lažje kot tukaj v Sloveniji. Oziroma tudi več denarja je. V Sloveniji, da boš ti kupil nepremičnino, sploh preko kredita, to je video zase, kako dobiti kredit. Tako je, ja, pa imeti vsa zavarovanja, pologe, ogromen dela, ne. In pol spet. Tako da sej večina ljudi starejših, oziroma ko so kupili nepremičnino, preden se je zgodil tole, kar imamo zdaj, je kupilo nepremičnino, imajo najemnika, služijo, sej to je čisto, da ne bo kdo kaj narobe razumel, nepremičnina čisto optimalna naložba. Ampak zdaj vprašanje, koliko appreciatejo v vrednostih nepremičnine. Sej ne vem čisto točen, tako da lahko damo gor na screen točno številko, ampak overall tudi nepremičnine, ja, to si tako že rekel, da je čisto druga tle pa v Ameriki, ker to bi rado še disclaimer, jaz sem videl, ful sem zasledil na TikToku in na YouTubeu ful ljudi, ki prodajajo kurse že neki za ta real estate, nek house flipping, v bistvu, da si ti middleman, veš, ti v bistvu med sellerjem pa buyerjem, no, da si ti, da poiščeš tega in tega. To pač ful deluje, ampak ne v Sloveniji, no, hočem reči, da je v Ameriki ful lažje ta research, ful lažje najti kliente in to vse te stvari, no, da ne bo. Pa lažje kredit dobiti, ne. Mislim, v Ameriki nimajo tako neki, da daš sam 5% down, če boš živel tam noter. To podobno ne vem. Mislim, to bi bilo tako drugače zabavno probati, tako video idea, da se pogleda vse, oziroma vse, kar je itak zastonj na internetu, ne bomo plačevali za kurs, in se pol teoretično pogleda, kjer bajto bi kupili, pa se malo predvideva, koliko bi bilo lahko donosa. Čistko umno. Ja, pa še to, nepremičnine tle, sploh v Evropi, Zillow, ne, a je taka stvar v Evropi? Ni, ne? Kolikor je Zillow. Mislim, v Sloveniji, če hočeš nepremičnino, greš nepremičnine.net. A Zillow je kakšen crowdfunding ali je sam, da najdeš nepremičnino? Pač Zillow je v bistvu, tam imaš vse, kdaj je bila listana, vsi sejli od vsake bajte posebej. Pa Zillow isto kupuje, pač tako, oni se v bistvu ukvarjajo tudi s tem, da tudi oni investirajo v nepremičnine, pa tako, mislim, vem, da to se je zdaj dogajalo v tem housing boomu, ali ne, lani, ali ne, kdaj, da so kupili prav tako cele te neighborhoode, so vse kupili kao overprice, se pravi, več so ponudili, kakor
so oni hoteli in so v bistvu lahko oni upravljali ta market, so lahko oni postavili Monopol. ceno. Ceno za ta neighborhood, a ne? Ja. Praktično imeli so Ampak to jim pa ni rad, ali full cash so zgubili. Ja, mislim, se nepremičnine so že take stvari, da pač ta veliki so zraven, zato so tudi take visoke cene. Zakaj so delnice lahko potencialno najbližje passive income oziroma delnice in obveznice? Zaradi dividende. Kaj je dividenda? So udeležba pri dobičku. Torej, ti, če hočeš dobiti dividendo, moraš prvič najti eno podjetje, ki jo izplačuje. Drugič, na večino delnic ni nujno, da bo podjetje izplačevalo dividendo vsako leto. In tretjič, podjetje mora imeti dobiček, da lahko sploh izplača dividendo. Tako da moraš prvič imeti ti ful denarja, da lahko kupaš podjetje oziroma delnice podjetja, ki izplačuje dividende, in do tega denarja je treba priti. Ja, in delayed income spet neke vrste. Tako je. Samo drugačni obliki. Mislim, ampak bi lahko rekli, da to je, pač, ja, je še najbližji passive income, ker nekako bi ta cash ti imel še vedno tudi, če ga ne bi investiral. In pol, ko ga investiraš, v bistvu ne rabiš nič delati, mislim, pri dividendah, naprimer, ne rabiš nič delati, pa dobivaš te 4%. Če pa ne bi investiral, bi pa v bistvu pač še vedno bi imel ta cash, to hočem reči. Ja, mislim, sej, v bistvu, ko se pride do dividend pa obveznic, tukaj točno o tem je po mojem mnenju, če je zares govoril Warren Buffett, ko se v prvem videu, ko sta vrgla tisti citat, če ne najdeš načina, kako zaslužiti denar, medtem ko spiš, bo delal, dokler boš umrl. On je to najverjetneje govoril ljudem, ki jim je torej 100 jurjev drobiš in taki z lahkoto kupijo več delnic oziroma njegove delnice oziroma njegov sklad. Tako je in taki bo itak. In itak tudi, ko se pride, sej načeloma lahko obstaja tudi veliko kriptokovancev, ki ti ponujejo passive income. Mislim, je en projekt, jaz sem najdel en projekt, oziroma ga je moj sošolec EGC. Basically, kupaš ti to in če holdaš kovanec, ti za vsak transaction ti izplača neki BUSD-ja. Ja. Ampak to je meni vse. A ni to nek safe moon? Kripto je meni toliko sketchy. Mislim, Ja. ker je toliko malo regulirano, jaz ne bi niti malo zaupal. Mislim, težko. Mislim, ja, ta safe moon, ne, ti so imeli podoben, po moje loki. Zelo podoben, ja. So imeli od FIO, vsak holder dobi nek... Nekaj izplačeno. Sej, pač basically full crypto se trudi biti passive income oziroma se hoče temu približati, ampak dejstvo je, a ne, da je zaenkrat kriptotrg še tako wild west, torej, da je skoraj se bi rekel 80% scam. Tudi vse te stvari, meni osebno se zdi, da te stvari, ki imaš te fat returne na kripto, to vse full tak nek, skoraj že taka piramidna sestava, ne. Če folk ne bo več bavil, bo šlo dol, veš kaj mislim. Ne bo bilo več teh passive prihodkov od FIO pa tega, veš kaj mislim. Tako je. Full hitro postane malo tako, veš. Ja, zelo, mislim, ja, koliko, ali bo, če jaz kupim zdaj, ali bo nekdo v prihodnosti bil pripravljen plačati več. Ta stvar, če pogledaš, si borza dela na isti sistem. Princip, ja, ampak Ampak moje podjetje imajo nek value, ne? Točen to, torej podjetja prinašajo vrednost svetu, izboljšuje. Imajo nek fundamental value. Tako je, ja, prinesejo gospodarstvu. Bitcoin, če gledamo, najbolj znan kripto, kaj dela? Ideja je bila, da bo digitalno zlato, ampak je zdaj ta kriza se pokazala, da to ne drži. Zdaj je kripto, mislim, sej, čisto rečem, sem zraven v tem svetu, tudi če je zdaj kaj izpadel, da me mogoče ne verjame ali pa karkoli. Sem zraven, ampak še zmer majhni vložki, če bo priložnost, da si zraven, ampak ni ti podrazno, pa ne all in, ali pa da bi samo v kripto razmišljal. Za na koncu, še en full ta nek new passive income, ki se promovira. Sem to že rekel v prvem delu, ta bot. To bi jaz res rad povedal folku, da ne. Mislim, kar se tiče botov, je tako, večina ne dela. Pač dejstvo je. In bi rad sam razložil, da če bi bot delal, noben ga ne bi tako prodajal. Bam, to ti dela 100% return. No,
To si ful dobro zdaj. Mislim, lahko jaz, lahko Ja, povem. kar ubi. Ja, basically, če bi nekdo imel bota, ki dela garant 2 postov na dan, to se prodaja. Ja, Oni verjetno. bi bili triljonarji v... Ma ne, a kaj bi ta človek naredil? On bi ti rekel, ti mi dej svoj denar, jaz ti bom naredil donos, daš meni, rečemo, 5%. To je to. Ne bi ti prodajal, da ti kupaš bota. Če bi naredil quick math, 2% na dan, to, kar te boti prodajo, to je džavec. Zakaj še sploh delamo, karkoli mi je, več ne mislim. Ja, mislim pa sej pač, ne, sej, ko gre tehnologija naprej, možen, da se bo prišel. Kakšni AI, to jaz Ja, verjamem, ja. ampak to ni to, kar folk promota. 2% na dan, to je tvoje, mislim, nemogoče. Konstantno, a veš kaj. Ja. To najboljši traderji ne dobivajo niti blizu. Tako da, ja, boti so res uno. Pač sej delajo neko tehnično analizo, ali kako gledajo vse te stvari, kaj se je dogajalo, kako. Zdaj, večina, 95%, je izjemno neuspešnih oziroma preprosto ne delajo. Tu pa tam se najde kakšen, ki naredi nek donos v nekem času. Na dolgi rok tak ne bi delovalo to, pač na uno, a veš kaj hočem reči. Ja. Jaz verjamem, da so tam boti, ki boš ga dal en teden, pa boš imel nek, mogoče 1%, 2-3% return, ampak če bi ga ti ranil zdaj 5 let, jaz ne verjamem, da bi ti delal povprečno, kolikor procentov na dan, a veš kaj hočem reči. To je res, ker pri tradanju mislim, kolikor imam jaz čisto malo izkušenj s tem tradanjem, tako strategije v bistvu zgubijo ta svoj value. Pač spremeni se strategija, velikrat neha delovati, če veš kaj mislim. In moraš se nekako prilagoditi temu, bot se pa pač ne more, ne? Zato ker ima en algoritem, ki je pač napisan, če ga ne boš pol spremenil, bo pač... Razen če je un AI bot, ki se sam spreminja, ampak To je pa spet next level stvari. ja, to pa In spet pač ne stane 500 evrov od enega Slovenca, ki prodaja na Ja. TikToku. Pač tukaj pa je pa v bistvu je pa nek pik, kako ne rečem, ki je še premlado, da bi se rekel karkoli v teh malo bolj advanced botih. Če bo obstajal v prihodnosti AI bot, ki bo spremenil, glede na ta makromarket, a ne bo to breakal sistema? Mislim, ja, Ja, vsi bi nekaj. lahko... Pa bi lahko vsi printali money. Ja, Ampak glih pol ga ne bo več To noben. pol ne bo več delovalo, ja, ker tako je pač Prav, narejen, ker- to ne, Ja, če bi to ne bo nikoli v bistvu obstajalo. Če pa bo, pa ni logično. ja, pač Ker iz noč pa ne bo prišel cache, ne? Ne, Točno ampak to. čim bo kaj takega, se pač price action ne bo več tako premikal, ker je tehnično nemogoče, Da bi vsi šli gor, makejo ja. full cash. Ker kadar en, a veš, naredi profit, ga je mogel en zgubiti. Na čist preprosto. ja, točno to, ja. Tako da, ja, neki bot. Mislim, pač tako, dejansko je nemogoče, ker za vsakega bajerja bi mogel biti en seller, tukaj pa pač nimaš pol tega rešja, če bi top folk to uporabljal. Razen če bi imel dva bota, ki sta glih obratno usmerjena, en, a veš, kot Pol bi se to ne videl. Ja, ne gre. Pač ja, evo, zdaj ste videli, da Ja. lis ne verjeti temu. No. Točno to. Tako da, ja, pač praktično večina botov je res. Nula, čisto možen, da obstaja kak, ki je uspešen, ampak se je tudi marsikera študija je pokazala, sicer so študirali bolj za ljudje, ki day tradejo, ampak večina day traderjev na dolgi rok izgubi denar. Veš kaj, jaz mislim, da tisti, ki ima dejansko uspešnega bota, ga po mojem sploh ne prodaja. Ni šans. Ne prodaja. Ker če imaš Boli ga profitabilnega- kurac, model, res, model. Ja. Zakaj da fuck bi, če bi imel profitable bota, zakaj bi komorkoli prodajal? tako da. Mislim, ali pa prodaja to, kot smo prej rekli, torej, daj mi denar, jaz vzamem profit, ki ga moj bot naredi. Če dejansko, če pride človek do mene s tako ponudbo, takrat se res pomisliš, pa se malo bolj pozanimaš. Če bi tak bot obstajal, bi stal milijon. Pač, Voda. mislim, taki boti imajo minimalno investicijo, rečemo 3 ure, če ne celo več. Pač, to so res une velike donosi, oziroma tudi po moje ne pride vsak zraven. Moraš imeti neke veze, nek top direktor, da te sploh taka firma oziroma ljudje, ki takega bota imajo, sploh povabijo zraven. Ker se zavedajo to, kar smo prej Ja. rekli, če pridejo vsi zraven, Ni več. Ja, neha delovati. ker- točno Tako to. mi ne bomo nikoli vedeli, najverjetneje. Spet je vprašanje, ali spoti kdaj spodelajo, ampak to je pa že toliko futuristična tema.
da je treba, pač, da je treba počakati. Ja. No, zdaj za konec bom pa povedal dve stvari, ki sta passive income. Za vse, ki ste čakali to 3 dele. Prvi passive income je, če zadaneš na loteriji. Se pravi, full unlikely. S tem, da si tudi tukaj mogel kupiti srečko. Tako da bi lahko rekel, da je bil investment income. Ampak ne, loterija ni investicija. Ja, prosim, ne. Ja, drugi je pa pač dediščina. Če si podedoval full denarja, bi lahko rekel, da si ga dobil pasivno. Ne. No, ja, upam, da ste uživali v teh 3 delih. Če, pejte se subscribe-at na Tine to Instagram, Flis Finance, tam največ. Drugače, YouTube, bo tudi mal tu pa tam kak video se pokazal, ampak definitivno najbolj aktivno Instagram, flis.finance. Ja, če pa radi več takih serij, ki so razdeljene tako 3 dele, da se poglobimo malo bolj v kakšne stvari, pa nam rečete, pa bomo kar zrihtali. No. Če je še kakšna pametna tema. Mislim, da je še ogromen tem v bistvu. No. Ampak to boste pa vi povedali, no, če hočete. No. Tako da ja.